ves čas vztrajamo na tem, da mora pravosodni sistem delovati hitro, učinkovito in da se morajo sodni postopki končati čim prej. Del tega vsebuje tudi ta resolucija, v tem delu se strinjamo, da se morajo postopki končati in da so tisti, ki so krivi, obtoženi in tisti, ki niso krivi, oproščeni vseh krivd. Torej, kar se pa tiče te konkretne zadeve, ki je tam noter omenjena, glede tega pa ne želite komentarja. Kar se tiče te sodbe, smo že svoje stališče povedali. Mi ne želimo komentirati odločitev sodišča, vsekakor pa smo tega stališča, da slovenski sodni sistem deluje prepočasi in da bi morali tisti, ki smo aktivni akteri v političnem prostoru in tisti, ki so udeleženi v procesih, ki so povezani tudi z gospodarskim kriminalom, biti celo prednostno obravnavani, zato da bi se takšni dvomi čim prej razčistili, krivi pa bili obsodni. Samo še to, prav v tej resoluciji je tudi seveda torej poziv k sprejemu lustracijskih zakonov, kakšno vaše mnenje? V Slovenski ljudski stranki smo okoli vseh teh stvari spregovorili že zgodaj v 90-ih letih, sprejeli tudi kongresno resolucijo okoli totalitarnih sistemov, tudi okoli teh aktivnih ljudi v prejšnjem sistemu. Bojim se, da če bi lustracijski postopki bili popolnoma izvedeni, marsikatero od aktivnih politikov ne bi sodeloval. Sam nisem med tistimi, mnogi med danes aktivnimi politiki v različnih strankah pa bi imeli resnične težave, kolikor bi bila lustracija 100% izvedena. Gospod Bogovič, najlepša hvala. Prosim.